desni je naša prva nocojšnja gostja z imenom Marija Masle. Sem prav rekel? Tako je, lepo zdrav. Lepo zdrav. Zdaj imaš pa ti tak velik mikrofon, jaz imam pa tale mali. Kaj je to, zdaj ko si diva ali kaj imaš že takoj na začetku, vse boljš? Ne vem, mogoče, ne, takšnega so mi dali, no lahko zamenjam. Ta je premali za tebe, veš? Ja, ne bo se te fajn čul. Marija Masle, ne? Da mi povej, tebe je včasih drugače ime, to sem te že prej vprašal, pa si se preimenovala zdaj za zvezdniški svet, ali kaj? Tako je, moje pravo ime je Nuša Basle, vendar sem se zaradi mednarodnega trga in podpisa z mednarodno pogodbo z mednarodnim menedžmentom preimenovala v Marijo Masle, saj je moje ime Nuša, vseboj črko Š, ki je težko izgovorljiva, težko berljiva v drugih državah, tako da je to bil glavni vzrok. Ko boš ful zvezda, res ful, boš tak sam Marija verjetno, tako Madonna pa princ pa to, ne? Ja, kaj vem? Ne boš komplicirala s priimkom zraven, ne? Mi je popolnoma vseeno, kako me kličejo, samo da me poznajo, no. Dobre. Marija, daj mi povej, to berem zdaj na internetu, par teh zadev sem si nas malo pogledal, ne? Pa piše latino diva, ne? To si ti izmislila, da si kar nenadoma diva, ali te moramo prav, bom rekel, nazivati s tem vzdevkom, da si latino diva. Moram ti tako reči, prav jaz tudi, ali kaj? Ja, no, po želji, ne vem, mene so umestili kot latino divo, ne, zaradi tega, ker sem najmlajša izvajalka, ki se dejansko ukvarja z pristno latino glasbo. Sicer imam dva svoja komada, ki sta v slovenščini in imata samo rahle pridihe latino zvokov, morda bolj v pop, ampak ta drug repertoar, ki ga izvajam z bandom, saj sta te dve pesmi dejansko premalo, pa je prav latino, reggaetoni, salse, bachate, sambe, tak Kuba, cela Južna Amerika, top. Kje so še pa ostale latino dive, da jaz to vem po tvoje? Po moje latino dive. Ja, da vem, če boljša od njih, ne? Daj, naštej jih zdaj. Enih par latino div. Mora biti ženske, ne? Ja, čisto dive mora biti ženske, ja. A so pol latino divaki, bi bili moški, ne? Dejma latino dive, ostanimo tu, ja. Ja, ne vem, ena latino diva, ki jo najverjetneje ne boste poznali, ampak je moja velika prijateljica, je Jacqueline Castellanos. Ona prihaja iz Kube in je še ena izmed živečih pevk v Buena Vista Social Club. To sem jaz film gledal, dokumentarc, veš? Ja, ne? Od Wendersa, dober film. Super. Drugače pa, ja, ne vem, meni je diva tudi Gloria Estefan, recimo. Zelo rada poslušam tudi Jennifer Lopez, zdaj, ko sodeluje z Mark Antonijem in ima tudi tako rahlo bolj na salse obrnjene komade. Ja, tudi ten španski album cel, ne? Ja, cel album. To tudi jaz vem, ja? Ja, super. No, ja, si le pazi, ne? Ja, dobro. In ti si zdaj uvrščaš v bistvu zdaj po stilu, če lahko rečemo nekje tu, v to skupino. Ja, nekje latino, ja, mislim, totalno latino. A zakaj pa to, mislim, to imaš si že od malih nog, ki si plesala tudi, ne, te latinsko-ameriške plese, ne? Dobro ste se to informirali. Ja, plesala sem, tako je, plesala sem latinsko-ameriške in standardne plese 7 let tekmovalno, ampak ne vem, že od nekdaj je v meni zrasla ta strast do latino glasbe, kaj pa vem zakaj, verjetno zaradi temperamenta, zaradi ljubezni do te glasbe, že od nekdaj poslušam to glasbo in sem popolnoma obsedena s tem, veliko držav sem tudi prepotovala, uspela doživeti, se vživeti v njihovo kulturo in verjetno je to. Skaj pa že kar, ki si iz Maribora, si originalno? Z Maribora, ja. Zakaj pa se ne preseliš v kako tako to latino državo, v Južno Ameriko? Zakaj še kar tu živiš? Bi se zelo želela, sem celo želela iti študirati tja, vendar sem se odločila, da bom rajši končala svoj študij tukaj in še nekatere obveznosti, ki me vseeno čakajo doma v Sloveniji. Sicer sem nekako kar zelo vezana na ta naš Balkan, tudi na Srbijo, Hrvaško in konstantno. To pa govorila, ker sem malo pogledal, s kom vse si sodelovala, pa me kap zadela, ne? Te bom to malo povedala, tudi z Goranom Bregovičem, ne? O tem malo kasneje, ne? Ja. Tako da ja, kaj pa vem, morda me pot celo še nanese tja, no, bi si zelo želela. Zelo. Dobre. Zdaj pa, da ne bom samo govorila, nam boš pa ti odpela v živo svojo eno pesmico, ki se reče, koliko to sem pa pozabil zdaj, ne? Ritem vabi me. Ritem vabi me, jaz ti tale stol umaknil, ne? Ti boš pa kar začela, pa boš pa nazaj sedla, pa ti ga spet nastavil, veš? Super. Torej, zdaj mi je padel mikrofon dole, sicer ne vem zakaj, in bom rekel zdaj latino diva, Marija Masle in, kako si rekla, ritem vabi me? Ja, tako. In ritem vabi me, lahko takle stopiš pa da. Hvala. Izvoli. Nazaj, veš, evo, čakaj, takle izvolim. Najlepša hvala. Moram te pohvaliti, da sem to pesem sicer prvič čul, to je sicer, ne vem, ali je to dobro za mene ali ne, ampak bilo je zelo dobro in zelo lepo, ne? Najlepša hvala, mi je zelo v čast. Dobre, sem pa čul prej vmesnik španski del, ne? Znaš tudi špansk ful ti, ali kaj? Ja, sem se učim španščino, no, od 5. razreda sem tudi naredila izpit Cervantes, stopnjo B2, tako da sem zelo zadovoljna. Torej, bi se lahko mi v španščini pogovarjali, kaj? Čisto normalno? Podemos si quiere, no sé como... A lo mejor, čakaj mal,
Un mujeres un ataco de nervios. Mujeres un ataco de nervios, ¿no? Sí. Ah, sí. ¿todas las mujeres o yo? No entiendo. Yo no entiendo, sé muy mucho... ¿Hablar español? Huevos. ¿Huevos? Yeah. Sí. Sí. No? Ja, v glavnem, to je bilo to. Tisti, ki niste razumeli, rekel sem, da je Slovenija najbogatejša dežela v Evropi. Seveda. Ja? Dober je. Marija, zdaj mi pa povej še tole, ne? Pa kaj pa ta latino stil v Sloveniji, to misliš, da to bojo Slovenci to razumeli, sprejeli? Ker recimo imaš te pevke, ki poskušajo, ne? Recimo ta stil devati, ampak jim mogoče ne gre tako dobro, ko gre te, pa me zanima tvoj pogled na to, kaj se dogaja s to pravo latino sceno pri nas, no? Je to za Slovenijo ali ni? Ja, ne vem, no. V tem smislu latina, kot ga jaz izvajam, sigurno še nismo videli. Jaz sem se odločila iti v to smer, jaz upam, da bodo odzivi dobri. Zaenkrat so, obe pesmi sta dosegli zelo, zelo velike uspehe na vseh radijskih lestvicah in nasploh na radijskih postajah, na kar sem seveda izjemno ponosna. Drugače pa ja, če pogledamo recimo Hrvaško, imamo skupino Kubizmo, ki igrajo res pristno latino, potem Davor Radolfi igra zelo tak en latino stil. Zakaj pa še ne bi imela nečesa takega v Sloveniji? Jaz mislim, da je to zelo kvalitetna glasba, zelo na nivoju, ki se da ceniti, spoštovati in to je to. Dobre. Čakaj, če mi je po Maribor zdaj govorila, ne? Ja. Dvojno urod. Če daj ti meni zdaj nekaj povej, ne? To ti tvoj ata, ko jaz nekaj tu gledam zdaj od zunaj, ne? Ja. On non-stop nekaj okoli tebe hodi pa te slika, čuj, kaj te z njim se dogaja? Zakaj on to počne? A je on fotograf ali kaj? Čuješ, kaj pa Mariborska se moram meniti A je zdaj, on fotograf, a je on profi fotograf ali kaj je to ti tvoj ata? Daj ti to meni razloži malo, Marija, Ne, to ti čuj. moj ata ima mene, čuj, tak ras, ne? To vem sam, zakaj on tebe slika non-stop, čuj. Ja, no, to zdaj slika, da bomo dali malo na Facebook, pa da bomo malo se doma spominjali in da naredimo en tak arhiv, kjer Dobro sem se te. bila Dobro te. in tak, ne. Dobre, zdaj smo šla iz špančine v mariborščino in spet nazaj na solidno slovenščino. Zdaj pa gremo na Balkan nazaj, ne? Pa daj ti meni zdaj povej enih par imen, s katerimi si ti tako drugače sodelovala, ne? Ker to sem pa prebral, pa sem rekel, opala, ne? Zdaj mi povej to. Lepa Brena, Goran Bregović, Ja. To je že v bistvu dosti, ne? Ja. In koliko, mislim, sodelovanja, v kakšnem smislu je to potekalo z njima dvema, recimo? ja, Da si bila gledalka, pa si jih modro gledala? Ali ne? Aha, kaj drugega? ne, kaj drugega. Aha, da povem. Z gospod Lepo Breno, njej sem bila pravzaprav predskupina na Korentovanju, tako da upam, da sem ogrela publiko videti, je bilo vsaj, ko ona začela, da so bili že vsi zelo, zelo razigrani in pripravljeni za situacijo in za žur. Goran Bregović, naj povem, da je pri njem nasploh izjemno težko dobiti kakorkoli mesto predskupine. Če nisi Severina. Ja, Ja. no, z njo Ja. seveda sodeluje, verjetno z tega vidika, ampak drugače nasploh Goran Bregović nikoli nima nobenega, ki bi z njim sodeloval, oziroma ki bi mu bil predskupina, če ni res vključen v njegov projekt. No, to smo uspeli doseči, jaz sem zelo vesela, bil je zelo navdušen nad mano in sem zelo, zelo vesela. Čakaj, on je tebi kaj muziko ti je delal, ali kaj? To nisem te zdaj razumel. Ne. Zraven si Dovolil bila- je enostavno, da nastopim pred njim. Aha. Tako. Pred njim si stala, on je pa zadnji tebe stal, ali kaj? Ne, pred njegovim koncertom. Pa si in ga spoznala nastopom. tudi osebno, se kaj pogovarjala? Ja, smo se, nekaj par besed smo spregovorila, par fotk smo Ker on naredili. je pa car, in- ne? Goran Bregović je pa car, Ja, to ja. moram priznati. ne? On pa je res, ja, tako da mislim, je veliko čast bilo nastopati tam in kaj naj rečem, top, ne? Dobre. Da mi povej, pa kje recimo misliš, da je bolj s tole muziko se tu v Sloveniji ali na Balkanu? Ali še mogoče širše? Kaj imaš v planu? Ja, vsekakor je balkanski trg večji, kot je naš, ne? To je definitivno. Drugače pa so moji plani še veliko večji, ravno z podpisom. Z Markom Antonijem? Ne, povej. Ne, no, upam, da tudi enega dne, zakaj dobre. pa ne. Podpisala sem pogodbo z gospodom Danielom Koletičem in njegovo agencijo A priori. In z njimi imam velike načrte iti zunaj slovenskih meja, Balkan, Italija, Španija, Francija, upam, da še dlje. Mislim, da on misli, da sem jaz tega sposobna in Ampak se moš pol ful prevzela. Boš pol Ne, neka taka, mislim- kaj bi rekel, tista zoperna diva, ne? Ko reče, pa bi vi radi, ko jaz sem diva. Boš taka pol postala po teh nastopih to od zunaj, ali ne? sicer je zdaj to težko reči, mislim težko reči zato, ker če bom rekla ja, bojo vsi mislili, ne, saj bo taka, ne, če bom rekla ne, bo spet drugačna. Jaz mislim, iskreno, zdaj iz duše govorim, obožujem svojo družino in mi vedno stoji ob strani in edino, kaj sem si resnično obljubila v tem glasbenem svetu, v katerega se podajam, je to,
da nikoli ne bom taka in da če bi slučajno kdo opazil, da se nagibam k kakšnemu takšnemu. Ti mora reči. Ja, obvezno mi mora reči, drugače pa imam ob sebi vedno družino, zato so tudi danes vsi z mano, ker me vedno prevažajo, odvažajo in tak naprej. In je to velika podpora za me. Čuj, zakaj se pa nisi prijavila recimo na kakšne te šove, kot so Slovenija ima talent pa te fore? Misliš, da to ni za tebe ali misliš, da lahko brez tega gre prav fajn? Ne, mislim, da sem osnovala eno pot, ki je že dosegla en določen nivo in bi bilo zdaj mogoče škoda nekaj takega zavreči. S tistim sicer bi bila lepa promocija. Maji Kevc, vsaka čast po Štajersko. Ja, je bila moja šolka tudi v srednji šoli. Pravno ste vse z te razreda v bistvu ful dobre pevke, kaj? Zgleda, ja. Dobro si to povedala, čuj. Čuj, ne? Dobro si to povedala. Ja, hvala. Vsekakor je zelo lepa promocija, ampak imam že zastavljene načrte v čisto eno drugo zgodbo. S sabo imam tudi 9-članski band Los de Balkan, s katerim konstantno nastopam že leto in pol in smo že dosegli, kot pravim, na eno raven. Kje ste pa zdaj, kje recimo vidi tu pri nas v kakšnem kratkem času? Bo kaj recimo, da bi gledalci naši videli te v živo, kako to gre? Imaš kaj tu v bližini ali pa mogoče kak koncert? Naj povem, da zdaj v tem mesecu ali pa v mesecu popol nimam organiziranih še zdaj nobenih koncertov. Ne, ali kaj? Trenutno ne. Marija, to je bilo to. Hvala lepa. To je bilo to, ne me zastrašiti. Zaenkrat nimam, ampak smo že v načrtih pripravljanja za naslednjo leto. Drugače pa pripravljam najverjetneje en duet, s kom ne bom povedala. Pa to ful, mislim tako, da bomo rekli, tako fajn bo. Ja, jaz mislim, da ja, no. Še boljš kot z Janom Plesnjakom? Še boljš kot z njim, ali kaj? Lej, dober je, bomo videli. Bomo videli, no. Dober je. In pa najverjetneje poletna turneja od Portoroža do Budve, tako da se zdaj aktivno z bandom pripravljam za to. Bo pa še veliko koncertov. Sicer naj povem, da so moji koncerti orientirani bolj v kakšne hotele, pa tak, ne. Prestiž se greš malo, ne? No. Malo se greš prestiž, ne? Jaz si rekel, da te morajo opozoriti nekdo, če se začneš prevzemati, ne? V gostilah moraš igrati, v gostilah za pijance. Ne, htela